Torej, vsi vemo, da je Slovenija v krizi, ampak za razliko od ostalih držav v Evropski skupnosti ali pa tudi v svetu, imamo mi opravka z sindromom kriz. Ne? Mi imamo opravka z vrsto kriz, ki so med seboj povezane. Recimo uveljavljanje pravnega reda. Tudi recimo nekateri pomanjkljivosti v demokratičnem obnašanju. Potem socialna pravičnost, kriza socialne pravičnosti, ekonomske uspešnosti, finančnega reda in pa seveda kriza naše inovativnosti in kulture dialoga. Mislim, kultura dialoga je ena bistvenih stvari, ker ustvarja neko vzdušje v javnosti. Ne? Zavedati se moramo, da je kriza tako resna, da se moramo prav vsi zavedati njenih posledic in se moramo zavedati, da lahko samo z konstruktivno ustvarjalnostjo, ne pa z destruktivno kritiko, Slovenijo popeljemo izven te krize. Imamo upanje za to stvar. Ne? Recimo, za upanje, pogledajte, Španija. Včeraj so prodali za 4 milijarde obveznic po dokaj ugodni ceni. Razgradili so jih, kar pomeni, da se vrača zaupanje v neke ukrepe. In pričakujemo, ko bo ta slovenska vlada začela delati, da bo to zaupanje lahko tudi prišlo v svet, da bo svet dobil zaupanje v to zadevo. Torej, za te stvari, za stare zamerje sedaj ni več mesta. Mesto je za eno, bi rekel, logično spravo. Spravo, ki bo se usmerila v sodelovanje, v kritično sodelovanje. Kritika je zaželjena, ni pa zaželjena kritikastrstvo. To, da tega ne sme priti. Torej, mi si ne želimo, da bo Slovenija postala nova Grčija. Nekoč so nas pred 20 leti pošiljali v Avstrijo in Filadelfijo. Vemo kdo. Ali si želimo, da bomo mi sedaj pošiljali naše otroke van za trebuhom, za kruhom? Ne. Usoda naših otrok je v naših rokah in mi moramo poskrbeti otroke, bodi si tistih na levi ali desni, v sredini, spodaj ali zgoraj, vernih ali nevernih. Ne? Torej, mi smo tudi zaskrbljeni nad nekaterimi dogajanji v naši državi, ki nam niso pravzaprav v čast, ki ne služijo k nekemu konstruktivnemu delovanju. Ne? Predvsem je, recimo, nas skrbi, da se pojavljajo prevelike oblike nekega, so bi rekel, sovražnega dialoga ali nerazumevanja in pa celo zametki, ki se kažejo, celo bi rekel političnega terorja. Ne moramo biti srečni, če nekdo grozi smrtjo predsedniku vlade in njegovi družini, tudi se moramo zamisliti, kam to lahko pelje. Lahko je to osamljen primer, ampak družba, mediji morajo za to ustrezno reagirati in inštitucije. Bistveno je, da imamo mi varno vzdušje in varno državo. Ni čas za politični terorizem. Vsak se mora zavedati, da del bremena mora vsak nositi. Del dela, kot tudi del bremena. Verni, neverni, levi, desni, politiki, gospodarstveniki, kulturniki, znanstveniki. Vsi smo prizadeti za našo domovino in za naše pravzaprav izplavanje iz te krize. Torej, ni čas za malodušje, ravno tako pa tudi ni čas za nekritično obravnavanje problemov. Hvala lepa.